poezija parcelira, bolj individualizira družbo ali ima mogoče funkcijo združevanja ljudi? Oboje. Ne? Če jaz recimo gledam z vidika poezije, ki obravnava kakršnokoli manjšino, ne? Ki je ranljiva, ki ima pa danes glas, je to dobro za skupnost. Po drugi strani je dobro tudi za vse ostale, ki jih poezija nagovarja in mogoče spremeni njihove mnenje. Na drugi strani je pa tukaj moč avtoric, pa moč avtorja, ki ravno na tej individualni ravni se lahko v bistvu izražajo, lahko pišejo, lahko v bistvu nastopajo. In poezija ima na eni strani izjemno moč za posameznika, posameznico in na drugi strani seveda tudi za skupnost. Ampak to pa res zadnje vprašanje o poeziji, ta individualna, čustvena nota, ta pa ni več popularna sedaj v poeziji ali kako? Pa mogoče, čustveno izpovedna. Ja, osebno izpovedna poezija je mogoče vedno bila nekje zelo na meji. Zelo znanim danes in priznanim avtoricam, seveda bom rekla tako, recimo ameriškim ali pa recimo tudi slovenskim, so take osebno izpovedne poetike pogostokrat učitelji, ne? Ampak so danes te pesnice... Kot trivialne. Ja, ampak mogoče so jim dali tudi kakšne, jaz recimo se sploh ne morem strinjati z terminom ženska poezija ali pa drugim terminom, ne? Poezija za ženske. Ampak danes, zakaj recimo potem ni posebej poezija za moške pa moška poezija, ne? In danes so pa te ženske... Mogoče za polže ali pa kraj. Ja, ampak danes so te avtorice zelo spoštovane, zelo cenjene, ne? Pa so pisale o svojih najbolj temnih plateh, ne. Moškim oziroma pač avtorjem, ne, se pa takih stvari nikoli ni preveč učitalo, če tudi so recimo o tem pisali. In to se mi zdi zelo problematično, no. Ampak se mi zdi, da danes se te stvari nekako spreminjajo, čeprav recimo kakšni učbeniki še imajo zmeraj te termine vpeljane, ampak se mi zdi, da se nekako ta stvar počasi seveda spreminja in gre nekako na bolje.